Za zaposlene, za večjo vključenost v izobraževanje in usposabljanje ter razvoj kariere, ki ga organizira Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Andragoškim centrom Slovenije. V Sloveniji smo od leta 2000 do 2005 razvili 14 svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, ki so umeščena v sistem vzgoje in izobraževanja kot eno temeljnih infrastrukturnih dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Nastale so zaradi, kot poznate, vse večjih potreb odraslih po informacijah in svetovalni podpori za vključevanje in uspešnost v vseživljenjsko učenje. Naj poudarim, da so še posebej pomembne za vse ranljive skupine prebivalstva in koncept delovanja teh svetovalnih središč je skupaj z izvajalci dejavnosti razvijal Andragoški center Slovenije, ki že vsa leta zagotavlja stalno strokovno podporo in nenehen razvoj dejavnosti ter skrbi za njeno sistemsko umeščanje in izobraževanje odraslih. Svetovalno dejavnost opravljajo svetovalci v svetovalnih središčih, ki delujejo na sedežih zavodov in terenov. Dejavnosti posebej beležimo individualne in skupinske obravnave, tako smo v letih od 2008 do 2014 v SOIS-u središčih opravili 126 429 individualnih obravnav in izvedli več kot 2800 skupinskih obravnav za različne ciljne skupine. Takšni so podatki in prepričana sem, da jih tudi vi dobro poznate. In danes ste se zbrali tukaj, vi, strokovnjaki, ki se ukvarjate z razvojem človeških virov na različnih področjih družbenega življenja. Grški pregovor pravi, da se je najtežje naučiti tisto, kar bi bilo dobro vedeti in sami veste, da je res tako. Zato bomo slišali prav na tem posvetu, kakšen je vaš pogled na trenutno stanje na tem področju, kakšna je vaša vizija in pa kakšni so izzivi, ki vas pri dejavnosti svetovanja za zaposlene in tudi širše izobraževanje odraslih še čakajo. Govorimo o aktivnih odraslih z veliko izkušnjami. Pri nas se je recimo lani formalnega in neformalnega izobraževanja udeležilo približno 12% odraslih starih od 25 do 64 let, s čimer smo sicer nad evropskim povprečjem, ki je 10,7%. Vseeno pa je evropski cilj 15% delež oseb. Zato spodbujamo izobraževanje in se zavedamo v misli Benjamina Franklina, ki pravi, da je vlaganje v znanje se vedno vrača z najvišjimi obrestmi. Spoštovani cenjeni gostje, predstavniki različnih institucij, današnji posvet je, kot ste seznanjeni, razdeljen na dva dela. V prvem strokovnem delu boste lepo zdrava slišali tudi dva strokovna prispevka, potem sledi odmor in za njim imamo okroglo mizo. Najprej pa bi besedo predala podpredsednici Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, gospe Franji Cimpl. Lepo prosim. Spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi izobraževalci odraslih, svetovalci in vsi, ki se na tak ali drugačen način na svojem strokovnem področju srečujete s svetovanjem odraslim kot podporno dejavnostjo pri izobraževanju. Dobrodošli na današnjem strokovnem posvetu. Dobrodošli in pozdravljeni v imenu članic Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, ki organiziramo današnji posvet v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Andragoškim centrom Slovenije, kot je bilo že povedano. Naj dodam, da je to naš prvi strokovni posvet, zato upamo in si želimo, da bo še posebej uspešen. Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije je sicer novo združenje, sestavlja pa ga 9 ljudskih univerz in organizacij za izobraževanje odraslih,
z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami, tako na področju izobraževanja odraslih, kot tudi na področju izvajanja in razvoja svetovalne dejavnosti. Prav slednja predstavlja eno od prioritet in enega od temeljnih strateških ciljev našega združenja. Namreč obstoj, krepitev in nadaljnji razvoj dejavnosti informiranja in svetovanja o izobraževanju odraslih, ki se je v zadnjih letih uveljavila in postala prepoznavna v slovenskem prostoru kot dejavnost regionalnih svetovalnih središč ISIO. Svetovalna dejavnost po modelu ISIO predstavlja pomembno infrastrukturno dejavnost v pomoč in podporo odraslim pri vključevanju v izobraževanje, usposabljanje in nasploh vseživljenjsko učenje, podporo med in po izobraževanju in nenazadnje tudi pri razvoju kariere odraslih. Specifičnost dejavnosti vidimo v tem, da se usmerja v posameznika in njegove potrebe, mu omogoča večjo dostopnost in vključenost v izobraževanje ter skrbi za njegovo uspešnost na tej poti. Specifičnost dejavnosti pa je tudi v tem, da v svetovalnih središčih posebno pozornost usmerjamo na ranljive ciljne skupine, manj izobražene. Vse tiste, ki je dostop do izobraževanja in znanja manj dostopen, onemogočen ali otežen. Regionalna svetovalna središča ISIO, 14 nas je v Sloveniji, tako odrasli ponujamo celostno, kakovostno, objektivno in zaupno svetovalno storitev in smo dostopni odraslim tam, kjer nas potrebujemo. Na današnjem posvetu bomo spregovorili o svetovanju za manj izobražene zaposlene, starejše od 45 let. To je ciljna skupina, ki jo vedno bolj prepoznavamo kot ranljivo ciljno skupino, s slabšim dostopom do izobraževanja, a z velikimi potrebami po izboljšanju njihovih znanj, spretnosti in kompetenc zaradi potreb na trgu dela. Zato je tudi vsi strateški dokumenti, nacionalni in evropski, namenjajo posebno pozornost in številne ukrepe za boljše vključevanje vseživljenjsko učenje, za izboljšanje njihove zaposljivosti in fleksibilnosti na trgu dela. Pričakujemo, da bomo na današnjem posvetu potrdili, da so manj izobraženi zaposleni, starejši od 45 let, tista ciljna skupina, ki se bo morala še dolgo prilagajati zahtevam in potrebam trga dela, zato nujno potrebuje dodatna znanja, stalno nadgrajevanje spretnosti in kompetenc in tako tudi zelo močno svetovalno podporo, ki bo omogočila ali olajšala vključitev v izobraževanje ali usposabljanje. Spregovorili bomo o tem, kakšne prakse v slovenskem prostoru že poznamo, kaj pokrivamo posamezne inštitucije in kaj lahko na tem področju skupaj še naredimo. Spoštovani, zelo nas veseli, da smo z vabilom na današnji strokovni dogodek, na strokovni posvet zbudili vašo pozornost in glede na udeležbo ter zastopanost različnih inštitucij sem prepričana, da bo današnji posvet učinkovit, strokoven, konstruktiven in uspešen v vseh pogledih, ter da bomo v širši razpravi izluščili nekaj smernic za nadaljnje delo, za naše nadaljnje delo, pa tudi nekaj smernic, ki bodo lahko služila kot podlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za načrtovanje razpisov za črpanje ESS sredstev v prihodnji finančni perspektivi. Želim nam vsem skupaj uspešno nadaljnje. Najlepša hvala za vaše besede. Za prvi uvodni prispevek pa bi v besedi vabim magistrico Katjo Dovžak, vodjo sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Lepo prosim. Pozdravljeni in cenjeni vsi prisotni. V imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v imenu direktorata, pristojnega sektorja in seveda v tvojem imenu. Pozdravljeni tudi vsi gostje in posebej pozdravljeni organizatorji tega posveta. Ministrstvo za izobraževanje se je odločilo, da podpre odločitev in pobudo Združenja izobraževalnih središč Slovenije v nameri, da organizira današnji strokovni posvet, katerega glavna nit je
svetovalna dejavnost za zaposlene. Glede na to, da na ministrstvu prav sedaj pričenjamo s pripravo javnih razpisov na osnovi operativnega programa razvoja človeških virov do leta 2020, je čas za izvedbo tega posveta več kot primeren. Današnja ohladitev ozračja pa seveda pomeni tudi to, da bomo tudi svoje misli bolj izbistrili. Veseli nas, da bomo danes lahko osvetlili to tematiko in pričakujem iz različnih zornih kotov, kar bo v korist tako financerjem, potencialnim izvajalcem oziroma upravičencem projektov svetovalne dejavnosti v prihodnjem obdobju, Andragoškemu centru Slovenije in Centru za poklicno izobraževanje, ki skrbita za razvoj in svetovanje, delodajalcem in vsem, ki boste s procesom svetovalne dejavnosti povezani v prihodnje. Današnja udeležba tudi obeta velik interes. In v tem poletnem času pravzaprav tudi, lahko rečem, velika pričakovanja. Jaz verjamem, da je danes pravzaprav začetek enega našega temeljitega dialoga, ki bo potekal vse do konca financiranja te dejavnosti do leta 2022. Ministrstvo, moram reči, podpira in bo tudi prihodnje podpiralo tovrstne kratke in fokusne posvete, ki imajo pravzaprav namen, da osvetlimo tematiko, kot sem že rekla, in da se pogovorimo o tem, kako naprej. Če govorimo o operativnem programu, potem je glavna naloga ministrstva izpeljati ukrepe, ki so predvideni in seveda doseči zastavljene kazalnike. Eden takih je javni razpis, ki ga načrtujemo za obdobje 6 let, za izbor izvajalcev za izvajanje svetovalne dejavnosti za zaposlene. In seveda, pri čemer na ministrstvu vemo, da bomo morali upoštevati vse izkušnje, ki smo jih dosegli v preteklem finančnem obdobju. S tem mislim na izkušnje izvajanja centrov vseživljenjskega učenja, izkušnje javnega razpisa za ugotavljanje in vrednotenje neformalnega znanja, izkušnje javnega razpisa, ki trenutno poteka izvajanje svetovalne dejavnosti za odrasle v Sloveniji, vse projekte, ki jih je razvil Andragoški center Slovenije, projekt uvajanje kakovosti v izobraževanje odraslih, ki je razvil vrsto inštrumentov za uporabo pri priznavanju neformalno pridobljenih znanj in pripravi vsebnih izobraževalnih načrtov in seveda vse projekte, ki so jih izvajali v okviru srednješolskih izobraževalnih centrov. Takoj na uvodu seveda bi rada izrekla spoštovanje vsem, ki ste bili vključeni v te in druge projekte, orali ste edino in pravzaprav veliko tudi storili v prid razvoja vseživljenjskega učenja v Sloveniji. V svojem kratkem prispevku seveda želim umestiti potrebo po svetovalni dejavnosti za zaposlene tako, da najprej kratko povzamem stanje, ki izhaja iz analiz za pripravo operativnega programa, da povem, kje je podlaga za izvajanje te dejavnosti v operativnem programu in kako je ta umeščena, da izpostavim pomen sistema razvoja kadrov v gospodarstvu in sploh v organizacijah, da povem, kako pomembno je partnersko dogovarjanje in sodelovanje, ter seveda izpostavim nekatera izhodišča in premisleke za naše nadaljnje delo. Kot sem seveda rekla, je gospodarska kriza
s katero se spopada Slovenija, pokazala na strukturne slabosti slovenskega gospodarstva, na razmeroma nizko stopnjo konkurenčnosti glede na druge članice Evropske unije, dokaj nizko tehnološko zahtevnost dela industrije in tudi v veliko primerih togo poslovno okolje. Na podlagi podatkov ocenjujemo in je ocenjeno pri pripravi operativnega programa, da so problemi bolj zgoščeni v vzhodni Sloveniji, v vzhodni kohezijski regiji. Saj je odstotek bruto domačega proizvoda v tej regiji le 82,7% slovenskega BDP-ja. Boljša je seveda situacija v zahodni Sloveniji, kjer je ta odstotek 119,5% glede na slovensko povprečje. To seveda posledično tudi pomeni, da bo Slovenija predlaganju sredstev v razvoj in izvajanje svetovalne dejavnosti ravnala v skladu s tem. 8 statističnih regij je tako umeščeno v vzhodno Slovenijo, 4 statistične regije pa v zahodno Slovenijo. Nadaljnji problem in ocena, ki jo velja izpostaviti, je stopnja zaposlenosti starejših, starih od 55 do 64 let. Podatki kažejo, da je v Sloveniji ta zaposljivost samo 33,5%, medtem ko je povprečje Evrope 50,1%. Nadalje, delovna aktivnost zaposlenih se podaljšuje, zato so potrebne dodatne spodbude, kot je bilo rečeno že v uvodu, zato, da ostanejo delavci aktivni na trgu dela, da razvijajo tudi svoje posebno družinsko življenje. Dalje, stopnja vključenosti v vseživljenjsko učenje v Sloveniji pada. To je pravzaprav zelo zaskrbljujoč podatek in ta projekt lahko vsaj delno pripomore k izboljšanju stanja. Med krizo je vključenost v vseživljenjsko učenje upadla in sicer v letu 2014 na 11,9%, če vemo, da je bila ta vključenost veliko večja v letu 2010, ko je znašala 16,2%. In še to ne povem, resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih je to pogledno zelo ambiciozna. Načrtovali smo, in to je sprejel tudi Državni zbor, do leta 2020 naj bi vključenost povečali kar na 19%. No, če nadaljujem, če sem zelo na kratko povzela izhodišče, ki je osnova za nadaljne delo, je seveda treba povedati, da je vse to zapisano tudi v resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih, ki v zadnjem delu zelo natančno poudarja pomen dejavnosti, ki so potrebne za to, da se izobraževanje in doseganje ciljev resolucije sploh izvede. Da bomo v Sloveniji dosegli cilje, ki so nanizani na levi strani in jih ne bom dala, ker trdno verjamem, da jih vsi zelo dobro poznamo, moramo poskrbeti za dobro organizacijo vseh dejavnosti, tako, da bomo cilje dosegli. Danes smo osredinili eno dejavnost, in to je informiranje in svetovanje in tudi ugotavljanje in potrjevanje predhodno pridobljenega znanja. Seveda, v tem krogu vidimo, kako pomemben je razvoj. Razvoj tudi v povezavi z svetovalno dejavnostjo. Usposabljanje in kompetenčnost strokovnih delavcev za izvajanje svetovalne dejavnosti.
Na tej točki bo najbrž potrebno še veliko sodelovanja tudi na medresorski ravni. Promocija, ugotavljanje potreb trga dela in seveda ves čas zagotavljanje koristi. Pa umestimo to našo svetovalno dejavnost v okvir operativnega programa človeških virov leta 2020. Svetovalna dejavnost za odrasle je umeščena v 10. prednostno os znanje, spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, v naložbo 3 krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem, priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc. V okviru tretje naložbe seveda imamo več ciljev. Svetovalna dejavnost se umešča v drugi specifični cilj, ki pravi izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. Operativni program predvideva ukrep, svetovanje zaposlenih in seveda tudi rezultat tega ukrepa, to je vključitev v izobraževanje, dodatno usposabljanje zaposlenih, napotitev na dodatne nove kvalifikacije, pomoč zaposlenim, da te kvalifikacije in znanja tudi potrdijo in seveda s tem izboljšajo svojo zaposljivost. Aktivnosti, ki so predvidene v okviru tega ukrepa, so najmanj naslednje. Poglobljeno svetovanje za načrtovanje kariere in svetovanje za vključitev v vseživljenjsko učenje. Motiviranje za vključitev v programe, izdelovanje portfolio, nadaljevanje ukrepov za ugotavljanje in priznavanje predhodnega znanja in seveda opolnomočenje za delovanje različnih okoliščinah. Ciljna skupina, ki je v tem primeru naša fokusna, so seveda zaposleni, zlasti manj izobraženi in starejši, ki zato, da ohranjajo svojo zaposlitev, prispevajo k osebnemu in gospodarskemu razvoju, potrebujejo dodatna znanja, usposabljanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije in podobno. Izvajalci oziroma upravičenci, ki bodo izvajali svetovalno dejavnost za zaposlene, predvidevamo, da so to javni zavodi in tudi drugi izvajalci lahko, ki v skladu z zakonodajo in z določbami, ki jih bo predvidel javni razpis, so prepoznani kot upravičenci. Seveda pomembno je, da bo ministrstvo pripravilo taka merila in take pogoje za izbiro na javnem razpisu, da bodo izbrani dejansko resnično tisti izvajalci, ki izkazujejo največje izkušnje in tudi največje kompetence. In seveda s tem obetajo tudi pričakovani rezultati. Pričakovani rezultati pa so okvirno število vključenih v svetovalno delo in tudi delež tistih, ki dosežejo rezultate. Se pravi, ni dovolj samo opravljeno svetovanje in pogovor z zaposlenimi, pač pa v sodelovanju, kar bomo videli kasneje, organizacijami, kjer so ti ljudje zaposleni, v izobraževanje, dopolnjevanje svojega znanja za potrebe dela in za svoj lastni razvoj in sodelovanje. Dovolite mi, da se ustavim še pri eni tematiki, s katero se boste pravzaprav srečevali, od danes dalje, ste se tudi že v preteklosti, praktično vsak dan. Vsaj tisti, ki boste vpeti v ta projekt. To je sistem razvoja kadrov. Vloga kadrovske in izobraževalne dejavnosti v
je izjemno pomembna za razvoj zaposlenih in za razvoj organizacij. In v okvir tega razvoja in kot pomoč izvajanju kadrovske in izobraževalne politike v gospodarstvu, v podjetjih vstopite vi. Vstopite izobraževalci odraslih, vstopite andragogi, vstopite kompetentni ljudje, ki lahko prispevate k razvoju kadrov. Vzela sem čisto na kratko teoretično izhodišče in seveda verjamem, da se boste tudi teoretsko poglobili v to materijo. In sicer sistem razvoja kadrov je kaj? Je pravzaprav sistematičen in načrten proces. Je sistematičen in načrtovan proces priprave, izvajanja in nadzorovanja vseh kadrovskih izobraževalnih postopkov in ukrepov z namenom, seveda, strokovnemu, delovnemu in osebnemu razvoju zaposlenih. V nadaljevanju sem pripravila pregled dejavnikov, ki opredeljujejo cilje in naloge izobraževalnih dejavnosti v organizaciji. Iz te slike je seveda razvidno troje. Razvojne potrebe in interesi organizacije, razvojne potrebe in interesi zaposlenih, ter razvojne potrebe in interesi družbe. O razvojnih potrebah in interesih družbe sem delno zelo na kratko govorila v uvodu. Tukaj so ti problemi še enkrat povzeti. Govorimo o stopnji zaposlenosti starejših, govorimo o delovni aktivnosti, ki se podaljšuje, o vključenosti v vseživljenjsko učenje v Sloveniji upada in seveda o tem, da je za starejše od 45 let značilno, da se manj vključujejo v izobraževanje in da zaradi tega tudi ohranjajo in ne razvijajo svojih kompetenc. Andragoška praksa, andragoške raziskave doma in tudi v Evropi na to kaže. Če pogledamo razvojne potrebe in interese organizacije, seveda, rekli boste, da je še mnogo več kot to, seveda, točno je tako, ne? Ampak v tem kratkem času sem jaz nanizala glavne razvojne potrebe organizacije, ki so fokusirane seveda na obstoj in nadaljnji razvoj organizacije, na visoko produktivnost, na kakovost, na učinkovitost, na optimalno prilagajanje zaposlenih, na konkurenčnost in seveda zadovoljstvo zaposlenih. Tukaj seveda so pa osredinjeni interesi zaposlenih, ki seveda stremijo temu, da prispevajo k razvoju organizacije. Vsak zaposleni seveda želi izboljšati medsebojne odnose, skrbeti tudi za strokovni, delovni, osebni razvoj, z vključitvijo v izobraževanje tudi vidi možnost napredovanja, ohranja svojo zaposlitev in napredovanje. Pomembno pa je, da v vseh teh pogovorih z zaposlenimi tudi ohranjamo prostovoljstvo in tudi demokratičnost. Jaz teoretično seveda ne bom na tem mestu več o tem govorila. Zakaj se mi zdi ta slika zelo važna? Zato, ker pa boste vi potrkali na vrata zelo različnih organizacij z področja gospodarstva in storitev. Ni prav, da imate to sliko pred seboj. Pa ne samo to, ampak da jo nadgrajujete, da jo dopolnjujete in da se seveda na te pogovore temeljito pripravljate. Seveda
Vi ne odhajate v gospodarstvo tja, kjer ni ničesar. Vi odhajate v gospodarsko okolje, ki že ima razvito izobraževalno dejavnost in kadrovsko dejavnost. Odhajate v podjetja, ki veliko vlagajo že danes v razvoj svojih kadrov. Zato seveda ne začenjate na začetku. Kje vstopate? Seveda vstopate v procesu programiranja in organizacije ter izvedbe izobraževanja. Po potrebi seveda lahko tudi v druge dele procesa, vendar najbolj pogosto vstopate svetovalci v ta del. Brez spremljanja in evaluiranja pravzaprav ne gre. Izvajanje tega projekta bo spremljano najmanj na 3 ravneh. In izpeljane bodo evalvacije najmanj na 3 ravneh. Z vidika Ministrstva za izobraževanje seveda bomo mi spremljali učinke, ki so določeni v operativnem programu. Z vidika podjetja bo seveda podjetje spremljalo učinke vsako leto posebno in seveda tudi vsled temu nadaljevalo sodelovanje z andragogi in izobraževalci odraslih. In vse zadnje, odzivnost in rezultate bo spremljal tudi vsak posameznik. Ta del, ta slajd, ni povezan direktno z svetovalno dejavnostjo za zaposlene, ampak je posledica opravljenega svetovanja. V tisti prednostni osi, v okviru prvega cilja, bo ministrstvo financiralo različne programe izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih. In tudi sofinanciralo izobraževanje za dvig izobrazbene ravni, zlasti tistih, ki imajo še nedokončano nižjo in srednjo poklicno izobrazbo. Ob tem je zelo pomembno digitalno opismenjevanje, čemu bomo namenjali veliko pozornost in tudi sredstev. Nadalje, prekvalifikacije. Prekvalifikacije se bodo ponudile za tiste dejavnosti, zlasti v zdravstvu in kulturi, kjer delavci zaradi specifičnih delovnih razmer dela več ne morejo opravljati. In če hočejo ostati na delovnem mestu, seveda potrebujejo prekvalifikacijo. Ker novost, to je usposabljanje in izpopolnjevanje za specializacije po pridobljeni srednješolski in višješolski izobrazbi. Ta slednji korpus je novost v slovenskem izobraževalnem sistemu. Poudarim naj, da ravno sedaj poteka strokovna razprava za prenovo izhodišč, za pripravo programov poklicnega in strokovnega izobraževanja na ravni srednje šole in na ravni višješolskega izobraževanja. Strokovno, na strokovnih podlagah dela Center za poklicno izobraževanje Slovenije skupaj z strokovnjaki iz šol in širše. Ko bodo ta strokovna izhodišča sprejeta, bo to podlaga za to, da se bodo razvili novi programi izpopolnjevanja, ki bodo seveda predstavljali javno listino. Tako da lahko rečem, danes o tej tematiki na tem slajdu ne bo več govora, so tudi izhodi. To pomeni, svetovalci v podjetjih boste lahko direktno usmerjali zaposlene v katerokoli obliko, ki bo ponudena v okviru prvega prednostnega cilja v tej osi. Se pravi, bodo možnosti dane za brezplačno
izpopolnjevanje, izobraževanje in podobno. In za konec, čisto za konec, bi pa želela izpostaviti glavne točke, kot sem povedala na začetku, ki so pomembne za to, da pričnete pripravljati projekte. Razvrstila sem jih v 4 glavne sklope, in sicer priprava projekta, načrtovanje vsebin, z potencialnimi partnerji, ljudskimi univerzami v lokalnem okolju, šolami in drugimi, analiza potreb v okolju, organizaciji v regiji, izbirati je potrebno najboljše kadre, ki se bodo z aktivnostjo ukvarjali, torej bodo kadri z izkušnjami in kompetencami in se seveda ves čas usposabljati. Potem upoštevati je treba dobro prakso, mednarodna priporočila, domače in mednarodne projekte. Pripraviti je potrebno različne predstavitve, ki bodo osnova za to, da boste cilje in namen projekta pripeljali v kadrovske izobraževalne službe in predstavili vodstvom podjetij, zaposlenim, sindikatom, združenjem, zbornicam in naprej. In seveda ob tem ves čas razvijati kakovost. V tem okviru pa odličnost svetovalne dejavnosti, prožne svetovalne učne tudi in naprej. Jaz bi s to kratko predstavitvijo svoj prispevek danes zaključila. Seveda, lepo se vam zahvaljujem za vašo pozornost in tudi za priložnost, da sem lahko predstavila ta temeljna izhodišča z željo, da se naš dialog nadaljuje. Danes so tukaj z nami tudi sodelavci sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, ki bodo vsa leta naprej tesno sodelovali z vsemi vami in tudi pripravljali javne razpise. Z nami je tudi bivša vodja našega sektorja, gospa Krne, ki ima na tem področju tudi bogate izkušnje, in prisotni ste predstavniki projektov, ki ste izvajali svetovanje v preteklem obdobju. Jaz vse vabim v razpravi in hvala lepa za pozornost. Gospa Katja Dovžak, najlepša hvala še enkrat v našem imenu. Sedaj pa prihajamo na drugi prispevek v tem delu. Besedo predajam magistrici Tanji Zindič-Klenovšek, vodji središča za svetovanje in vrednotenje na Andragoškem centru v Sloveniji. Lepo prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in imenu Andragoškega centra. Lahko rečem, da je magistra Katja Dovžak dala že kar dosti konkreten okvir, veliko izhodišč za temo, ki je danes osrednja tema. Gre za fokus na svetovanje zaposlenim, tako za vključevanje v izobraževanje, kot tudi za razvoj kariere. Prav je, da tudi jaz, kot izobraževalka odraslih, poudarjam, da eden od ključnih namenov danes je tudi, da se izobraževalci odraslih pogovarjamo z vsemi vami drugimi partnerji, ki delujete ali znotraj gospodarstva, ali znotraj zaposlovanja, ali znotraj zasebnega sektorja, kajti različni resorji bodo razpisovali teme in vsebine svetovanja za zaposlene in prav je, da ko bomo pripravljali vsak svojega vidika te razpise, da že tudi v tej fazi priprave sodelujemo, seveda potem pa tudi v fazi izpeljave. Sama vseh 15 let spremljam delo svetovalnih središč, kar veliko smo se ukvarjali tudi za svetovanjem zaposlenih in vedno znova sem poudarjala. Prav je, ko delamo in se usmerjamo včasih določeno aktivnost na določeno ciljno skupino, da najprej pogledamo v lokalnem okolju, kdo vse
vidika pokrivanja določenih ciljnih skupin v sami regiji in tudi, če že nekaj teče v fazi, ko pripravljamo kaj ali ko mi želimo to izvajati, vzpostavljati stike z vsemi akterji. Zato v svojem prispevku seveda fokus na eni strani, da izhajamo iz naših izkušenj regionalnih svetovalnih središč, ki smo jih ob drugih dejavnostih razvijali kot infrastrukturno dejavnost. Ob drugih dejavnostih, ki se nekako pod tem širšim pravnim izrazom uveljavljajo v slovenskem prostoru, to je vseživljenjska karierna orientacija, bodisi za brezposelne, tudi za zaposlene. Tudi Sklad za razvoj kadrov je imel obsežen projekt v preteklosti za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije v podjetjih. Tudi za šolajočo se mladino, ki so naši bodoči odrasli in želimo razviti in zagotoviti ta kontinuum vseživljenjske karierne orientacije od vrtcev do odrasle dobe. Mogoče je bilo v predhodnih prispevkih v uvodu in prispevku Katje Dovžak malo manj izpostavljeno, pa je prav, da izpostavljam, da se zavedamo tudi v tem, ko razvijamo te naše dejavnosti kot infrastrukturne dejavnosti, kako zelo pomembno pa je to svetovalno delo, ki podpira vsakodnevni izobraževalni proces, ko vsak strokovni delavec, ki je vključen v izvajanje izobraževanja ali vlogi organizatorja, koordinatorja ali učitelja, podpira odraslega, da uspešen mu zagotavlja to svetovalno podporo. Tako da vidimo pomen te dejavnosti tako z vidika uresničevanja na našem področju izobraževanja odraslih resolucije nacionalnega programa izobraževanja odraslih do 2020, kot tudi seveda velik prispevek pri uresničevanju individualnih izobraževalnih ciljev. Tako da moramo misliti tako na našega posameznika, odraslega, kot tudi na vse druge organizacije, predvsem tudi na vse socialne partnerje. Zato tudi naša želja za take goste danes v okrogli mizi. Nanizala bom nekaj teh ključnih poudarkov v resoluciji kot prednostnih nalog, ker bom rekla, dobra polovica teh prednostnih nalog se nanaša na aktivnosti, ki so povezane za izboljšanje možnosti razvoja kompetenc, večje usklajenosti za zahtevami trga dela. Poudarek je na razvoju motivacijskih programov, kot je bilo že rečeno, informativne svetovalne dejavnosti, tiste, ki je bolj fokusirana na spodbujanje in motiviranje za vključevanje v vseživljenjsko učenje, kot tiste, ki je bolj usmerjena v nadaljnji razvoj kariere, tako vertikalni, kot tudi horizontalni. Zelo poudarja Evropa, tudi mi, da gre za ugotavljanje in priznavanje znanj pridobljenih v neformalnih podjetjih. Ne samo tisto, ki vodi v certificirane kvalifikacije, ampak tisto, kar pomeni tudi priznavanje znotraj podjetij, neformalno priznavanje delovnih izkušenj in te, ko govorimo o starejših zaposlenih, prenosa tega znanja iz starejših na mlajše generacije, zapisa tega, da se to znanje ohranja. In vse te cilje, ko jih povedamo z vidika zaposlenih, ko umeščamo v cilje resolucije, lahko najdemo tako z vidika že omenjene stopnje udeležbe, ki jo želimo doseči do leta 2020 9%, kot z vidika vseh prednostnih področij. Vključevanje zaposlenih v izobraževanje ne vidimo samo v tistem drugem cilju, dvig izobrazbene ravni ali tretjem za izboljšanje usposobljenosti za trg dela, ampak tudi v prvem, v splošnem, neformalnem. In mogoče že na tem mestu, čeprav imam v slajdu kasneje, povem, da že objavljeni rezultati mednarodni, slovenski še niso objavljeni, kažejo, da tudi pri manj izobraženih, ampak pri tistih, ki imajo višjo raven temeljnih spretnosti, podatki kažejo, da je večja korelacija z vključenostjo v splošno neformalno izobraževanje kot korelacija z vključenostjo v neformalno izobraževanje za trg dela, kar seveda potrebuje nas, izobraževalcev odraslih, kako pomembno je razvijanje temeljnih kompetenc, spretnosti in le povezovati s poklicnimi v kontekstu organizacij, konkretnih podjetij, konkretnih panog. In to, kar je bilo že rečeno, pri zaposlenih se, predvsem ko govorimo, tisto, kar bo tudi zagotavljala država, sofinancirala država, usmerjamo v tiste ciljne skupine,
ki so imele in še imajo težji dostop do izobraževanja, v katera tudi podjetja ne vlagajo. To so zaposleni 45+, z manj kot 4-letno srednješolsko izobrazbo in s pomanjkljivimi ključnimi in poklicnimi kompetencami. Raziskave kažejo, da je najbolj kritična ciljna skupina vsaj skupina 55 do 64 let starejših zaposlenih. Vendar zelo hitro tej ciljni skupini sledijo 45+ in verjetno se boste strinjali, da je to kar srednja generacija, ne starejša, tako kot to opredeljujemo, kajti ta meja se zelo dviguje, ta delovna aktivnost je podaljšana in seveda z tega velik obseg zaposlenih, ki potrebujejo dodatna znanja. Ne bom navajala, bom na tej točki malo pridobila časa. In sicer številne raziskave do sedaj kažejo, da je potrebno razvijati in dodajati znanje vsem, tako manj izobraženim kot bolj izobraženim. Tako tistim, ki bojo ostali, 15% tudi do leta 2020 delovnih mest bo ostalo delovnih mest za nekvalificirana, vendar tudi te bojo potrebovali dodatna znanja za kakovostno in učinkovito opravljanje dela, ki bo prispevalo k produktivnosti in učinkovitosti, ki jo želimo tako v slovenskem prostoru ali v evropskem prostoru. Poudarila bi en vidik v okviru tele predstavitve, in sicer, da so številne ovire, s katerimi se srečujejo predvsem manj izobraženi in starejši. Na eni strani je izobrazba, na drugi strani je starost, vendar zelo velik problem je prav neinformiranost teh ciljnih skupin o teh možnostih. Zaznamo neinformiranost o teh možnostih znotraj podjetja in tudi izven, kar pomeni, da moramo, predvsem tudi izobraževalci, da si vidimo ta izziv, nekako ujeti to ciljno skupino, jo motivirati in spodbujati, s tem, da v evropskem prostoru je večkrat poudarjeno, tako z vidika osveščanja samih zaposlenih, kot tudi njihovih delodajalcev, da bomo prišli do teh premikov in verjetno je prav, da tle dodajam tudi pomembno vlogo sindikatov, ki podpirajo in zastopajo interes zaposlenih. Kot sem že omenila, raziskava PIAAC kaže na to tesno povezanost med ravnijo spretnosti, nižja kot je, manj uspešni so odrasli in tudi zaposleni v življenju in pri delu. Z vidika Slovenije še ena izkušnja, tudi skozi izkušnjo dela v svetovalnih središčih, pogovorom z drugimi, tudi z izkušnjo moje vključenosti v evaluacijo vseživljenjske karierne migracije v podjetjih, da je v naših majhnih in srednje velikih podjetjih, se pravi nekaj 50 zaposlenih in srednje velikih tam do 250, kadrovska služba zelo šibka. Obdobje krize je to ekipo, ki skrbi za kadre, še dodatno oklestila, tako da pogosto je to ena oseba, pogosto tudi spravno izobrazbo, ki potrebuje v vsakem od teh pogovorov vedno znova potrditev, da potrebujejo podporo zunanjih organizacij, strokovnjakov, ki pa podaja tako z vidika področja izobraževanja, kot tudi razvoja kariere in tako načrtovanja kariere, kot tudi stalnega podjetniškega razvoja. Sem želela ilustrirati podatek na eni strani to veliko nezainteresiranost pri odraslih, ki jo beležimo s temi mednarodnimi raziskavami za vključevanje, kot tudi na drugi strani ta velik delež odraslih, ki ne išče informacije. In seveda znotraj tega, če se pogleda ta procent, da 73% odraslih ni iskalo informacij in da znotraj tega tisti, ki imajo manj kot srednjo šolo v obsegu 86%, da seveda to govori v prid temu, da je prav informirano posvetovanje lahko odgovor. In zato tudi misel znanega evropskega raziskovalca Pavla Federičija na področju izobraževanja odraslih, ko so delali raziskavo, kako zagotoviti dvig nizko izobraženih za eno stopnjo kvalifikacije navzgor, da je svetovanje pomembna organizacijska komponenta za njihovo vključevanje. Pa poglejmo še z vidika zaposlenega. Več govorimo mogoče z vidika, kaj država želi, kaj želimo izobraževalci odrasli. Zdaj, kaj je nevključenost, kaj pomeni nevključenost z vidika zaposlenega?
slabša mobilnost v razvoju kariere in ta vidik, ki ga pogosto srečamo v Sloveniji, večja ogroženost zaposlitve. Ko je podjetje v krizi, ko gre podjetje v stečaj, so najbolj ogroženi, manj izobraženi in potem tudi težje zaposljivi ob izgubi zaposlitve. Hitreje se pojavi socialna izključenost, večje tveganje revščine in seveda vsi ti drugi vidiki, ki se potem vežejo na to socialno izključenost in seveda nizko stopnjo izobraženosti, slabša participacija v družbi, slabše obvladovanje vseh teh sprememb in potem vpliv na zdravje in vse te druge dimenzije kakovosti življenja. In tle smo mi vsi, ki smo danes na posvetu, kako in kdo naj odgovori na te izzive svetovanja za zaposlene. Ko govorimo o področju izobraževanja odraslih, se seveda znotraj sektorja Ministrstva za izobraževanje predvsem vidimo izobraževalci odraslih. Tako tisti, ki smo do zdaj delali bolj intenzivno na področju svetovanja, kot vsi drugi, prav tudi z vidika, kar je bilo že predhodno omenjeno, tudi razvoja in pripravljanja novih vsebin izobraževanja. Na drugi strani, tesen partner Ministrstvo za delo in vse te službe, ki ste že do sedaj, s katerimi sodelujemo in s katerimi želimo izobraževalci odraslih še bolj tesno sodelovati. Tako zavodi za zaposlovanje, sklad za razvoj kadrov, koncesionarji na področju razvoja kariere, podjetja, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, sindikati in verjetno še kdo. Pa mogoče samo še nekaj poudarkov, kje vidimo vlogo izobraževalcev odraslih in mogoče nekaj takih sporočil iz dosedanjih izkušenj. Menimo, da je še velik izziv v razvijanju različnih pristopov. Predvsem iti ven iz svojih inštitucij in iti tja, kjer so zaposleni, manj izobraženi, vzpostavljati stik s tistimi, da bomo lažje prišli do njih. Tudi svetovanje na delovnem mestu je ena od naših izkušenj in mislimo, da je še velik potencial. Drugo je, da moramo nadaljevati in ohranjati to partnersko sodelovanje. Tako pri izvajanju konkretnih aktivnosti, pri tem, kar sem že rekla, ko usklajujemo vsak svoje dejavnosti. Mogoče na primeru povem projekta ugotavljanja in vrednotenja neformalnih znanj podjetij. Vse svetovalce smo usmerjali pogledati prvo, katera podjetja so mogoče vključena v kompetenčne, projekt kompetenčni centri. Zelo velik projekt je delal na ravni tega popisa kompetenc v podjetju, kaj manjka, kako razvijati in seveda premišljati, kje se mi kot izobraževalci v nadgradnji tega, kar je ta projekt kot primer počel. In seveda, kaj še lahko najbrž v nadaljevanju. S ciljem, da so te naše dejavnosti komplementarne, da se dopolnjujejo, ne pa prikrivajo, da vključujemo te vidike ugotavljanja in vrednotenja, predvsem, da povezujemo tako razvoj ključnih in poklicnih kompetenc, da se ne usmerjamo to, kar je mogoče v podjetju včasih le prioriteta samo na poklicne, in pa to, kar je lahko dodana vrednost vloge izobraževalcev odraslih, da od svetovanja ugotovljenih novih potreb pridemo tudi do novih vsebin, takih, kot pogosto slišimo v podjetju, da bojo bolj pisane na kožo potrebne konkretnim delodajalcem. Na tem mestu naj povem, da smo vključeni tako Ministrstvo za izobraževanje kot glavni nosilec, kot HCS, kot Center za poklicno izobraževanje, kar velik projekt mednarodni, ki je z vidika svetovanja za večje vključevanje dal določen poudarek tudi, kako razvijati učinkovita partnerstva za spodbujanje manj izobraženih zaposlenih za vključevanje v izobraževanje, pa mogoče o tem, o prvih rezultatih, kaj več že v jeseni, vsekakor pa, tukaj se malo vidite, da na spletni strani, ki bo potem tudi na razpolago slajd, bojo te podatki tudi dostopni. Še enkrat, partnerstvo mislimo, da je eden od ključnih pogojev našega učinkovitega delovanja, tako v svetovanju, kot v izobraževanju. In tle seveda velik pomen države, da pokrije in sofinancira tisto, kar delodajalci sami ne bojo, da smo izobraževalci tisti, ki povezujemo, da zaposleni tako to, kar sami tudi v povezavi z učinkovitostjo v podjetju potrebujejo, kot tudi tisto mogoče malo čez,
kar jim pomeni nove izzive in da vidimo to tako z vidika razvoja posameznika, izobraževalnega sistema in podjetja. S tem bi končala, pa mislim, da boste veliko ravno z vidika tega partnerskega sodelovanja dodali potem tudi kolegi v okrogu.